Spoštovane dame in gospodje, dober večer, ko so taki uradni pozdravi na koncertih, tudi kot je nocojšnji. Dragi prijatelji, dober dan. Je že malo bolj sproščeno, kot sodi, tale vaš lep konec, tako lepo, krasno prizorišče. Dobrodošli je vedno prav in vedno na mestu. Tale nocojšnji večer bo nekoliko drugačen od običajnih koncertov, kot ste jih morda vajeni. Od koncertov, ko pridemo, ko nas malo skrbi, če je kravata prav zavezana, če sedimo na pravih mestih, če so nas prav usmerili, če imamo koncertni list. Vse bo nekoliko bolj sproščeno. Zdaj vam lahko prišepnem, ko sem bil v zadnjem novinski sobi, sem slišal Tomaža, torej zborovodjo, dirigenta, umetniškega vodjo, tistega, ki bo vodil ta večer. Pevcem je dejal, nič skrbeti, vi se sam smejte, dobre volje bodite, je dejal domače, in to bi zdaj radi svetovali tudi vam. Položili na srce, nič skrbeti, večer bo tekel, vsi bomo prepevali, vabljeni boste k skupnemu petju, tole bo rdeča nit tega večera. Dobre volje bodite in sodelujte s pesmijo. Hvala lepa, iskrena že vnaprej. Dovolite, da pa prav, kot sodi k tistemu dober večer, dobrodošli na koncertu, pozdravim spoštovane goste. Dober večer županu občine Moravče, doktorju Milanu Balažicu. Dober večer. Z nami je nocoj tudi veliko veselje nam je, saj je ena od pobudnic tega, da smo sploh skupaj, tudi evropska poslanka, gospa Ljudmila Novak. Dobrodošli in pozdravljeni. Bog da je dober večer tudi župniku, gospodu Kancijanu Čičmanu, dobrodošli. Malo smo pogledali na okrog, če je še tudi taka visoka glava in obazili kot župana občine Domžale. Matej Primožič, dober večer. Matej, lep pozdrav. Izkustvo poradni kraja, tako bo tudi prepeva za gotovo, tudi smo ostali. Dober večer bo tudi Klavdiji Gregorin, ki je predstavnica javnega sklada za kulturne dejavnosti. Večer namreč sodi v teden ljubiteljske kulture. Pozdravljam. In zdaj se bo gospodje začelo zares. Rekli smo, da bo tole drugačen večer. Malo boste morali upoštevati tudi navodila, ki bodo prihajale z odra, tudi takim, ki ponavadi navodila dajete. Se priporočamo že vnaprej, iskrena hvala. In pred pevskim nastopom se je pač treba malo tudi upeti, ogreti. Mislim prav neposredno s tistih voda, ki to počnejo, ki ogrevajo, skušajo upeti zbor ali tokrat poslušalce, pa vas vseeno prijazno vabim, če lahko ustavite. O, krasno, iskrena, hvala lepa. No, jaz vidim, da se ne sliši, tole zdaj je bil dokaz, pa tudi kako aplauz že prej, seveda spoštovanim gostom, je bil dokaz za to. Zdaj pa najprej začnimo malo z ogrevanjem telesa, čisto na kratko. Najprej bomo skušali ogreti vrat. Gor, nazaj, pa naprej, nazaj, naprej. Tole nam bo prav prišlo ne samo pri prepevanju, kjer mora biti ogreti vaš inštrument, ampak tudi, ko vas bodo jutri spraševali, a je bil koncert v redu, takrat pa hitreje. Ja. A je bil krasen? Ja. A je mogoče karkoli falil? Zdaj pa ne. Zdaj pa skušamo tudi odgledati, ja, v drugo smer. Lepo, krasno, dobro nam gre. Nekaj, kar bomo nujno potrebovali, so roke. Skušamo ogreti najprej samo zapestja, tako prav športno, to ni prav pevska vaja, ne vem kako koristi pri intonaciji, ampak pri aplauzih pride zelo prav. Zdaj pa prosim za 3 ploske, kar v vašem ritmu. Ja, v vašem ritmu ne gre, pa poskusimo. Tak, 3. Tak. Super, še enkrat. Tak. Ogreto, narejeno. Zelo lepo. Tole bo treba samo malo pohitriti ritem, ampak slišati pa krasno in izvrstno. Zdaj pa ma, me, 3. Ma, me. Kakšen zbor. Zdaj se pa tistim zadaj noge tresajo. Ja, tole je pa super, mama. Limbar, li. Dost mam. Zdaj pa sedem grem. Tale grem, bomo še nekaj. Prav lepo, ker smo šele začeli. Iskrena hvala lepa. Ogreti ste zbor tudi, zanje je pa mojster Tomaž poskrbel. Hvala za sodelovanje, zdaj pa res. Upam, da ste
tisti, ki ste naredili aplavz, ki je sveda namenjen pevcem. Zato upam, otroški pevski zbor in večji pevski zbor kulturnega društva Ljubljana. Draga spoštovana družba, draga pevski prijatelji, samo še kratko razlago sem vam dolžan. Prej so vas pri vhodu poprosili, ponavadi je ravno obratno. Kamorkoli človek pride v kulturno dvorano, v kulturne hrame, take ali drugačne, rečejo, prosimo, izklopite vaše telefone. Bog ne daj, da bi kaj fotografirali, vas grdo gledajo, pridejo pocukati se v kavče, je dvorana še tako temna. Tule je vsako snimanje dobrodošlo. Povejte naprej, da ste se lepo imeli na takih ali drugačnih omrežjih. Sicer pa so vam telefoni lahko prav prišli tudi, če ste, kako že pravi sodobni izraz, skenirali QR kodo. Tisti, ki ne veste, kaj je to zdaj za en wow, tule bodo izpisana vsa besedila, vseh skladb, vsega, kar nas danes čaka. Prav zato, da boste peli zraven. Bodo pa trenutki, ko bi človek kar prepeval, pa se mu zdi, da bi lahko pritegnil na ves glas, ampak je zadeva, ne vem, recimo inštrumentalno mis, takrat vam pa Tomaž, če ne veste, dirigent Tomaž Pirnat. Tam vam bo pa Tomaž povedal, ne, da se pozine vrsti na pravi način bo pokazal z nas, pogledal z nas, z rokami, brez skrbi, zaupamo zdaj vsem, ki so zbrani na odru in zaupamo vam in vašemu predevanju. Naj bo tole en lep, sproščen, vesel, skupen večer. In še enkrat, hvala, ker ste z nami. Dobrodošli. Za Selsko Primorje, kjer mladi gozdovi
Deus, Santo e Baixão, esse não pode
nočni dan. Človek bi zdaj lahko dejal, dragi veseli Ribančani, vesel sem Ribančan, veselo pojem nočni dan. V dnevu smo začeli, še malo pa po noč bo legel večer nad krasen, čudovit grad, na tale vaš Tuštan. In veselo ste prepevali, pa vem, niste Ribančani. Vem, ker niste Ribančani, ste dobro prepoznali tudi pevce soliste, pa vendar je prav, da jih zdaj z aplauzom vse skupaj pozdravimo. Jaz pa povem, kdo nas je popeljal skozi, lahko rečemo skoraj venček teh treh, bile so 4, ampak 3 solisti. Rok Štefan, Elizabeta Pirnat in Milan Zapruder. Dragi sopevci tega večera je dokaz, da zborovodje dirigenti resni, tisti ta resne stroge sorte, nimajo prav, kadar rečejo po pevskih vajah, ja se pa samo fletno imamo, ampak kaj pametnega se pa tam pač ne more roditi. Je res. Bile so intenzivne pevske vaje, družili so se, prepevali od jutra do večera, bili že utrujeni od samega petja in ostrih pogledov v trde zborovodske roke Tomaža, ampak ko se je večer nadaljeval s sproščenim programom, so začeli pa prepevati tako po svoje, drugače od tiste literature, ki je bila v pevskih zborovskih notah. Tam kdo ve katero obdobje, kakšne zahtevne priredbe, tudi krasne reči, vse je lepo seveda vmes. Ampak, ko zapoješ tako sproščeno, ko sedeš, ko prideš še kaj hladnega zraven, takrat se pa porodijo ideje in so začeli prepevati. Najprej s telefončki, se veste, hitro zmanjka besedilo. Znamo refren, zapojemo morda prvo kitico, pri drugi pa že nismo vsi prav enakih misli. Hop, telefonček in imamo besedila, dobro prepevamo in potem so opazili, tam v kot je bil velik, modern televizor. Kaj pa, če bi mi ta besedila zdaj letjake projicirali? No, zdaj si predstavljate, tole je pevska soba, tam je velik televizor, sedeli so, nič še nimate za obroke, ampak na koncu tudi to, pa so gledali besedila in peli. Jaz bi pa tisto, pa so jo poskali, ne skočili na platno in so peli. Peli tako zelo zares in tako čudovito glasbeno podlago iz zborov vzeto kot nocoj, da so si rekli, kaj pa če bi mi tole pretopili še v en koncert in čisto pravi resen naslov. Pa smo tukaj. Če bi bil zborovodja preveč oster, pa bi po pevskih vajah dejal, zdaj pa zobe umit, pa spat, jutri zjutraj pa naprej, potem bi vi zdaj sploh ne vem, kaj počeli. Tako se imamo pa fletno, je tako? Tako, zdaj bi nekaj večera, ki bi me različni pevskih vajah. In zdaj pa smo bili drugačne glasbene vode. Tudi takrat so bili prispevki glasbene ideje z vseh vetrov. Verjetno tudi kakšna tuja vmes, ampak so rekli, ne, tega pa ne, slovenskih se bomo držali, zdaj bomo šli pa na prizorišče zlate slovenske popevke.
Prehiteli bomo celo ljubljanski festival, ki bo s poletno nočjo šele čez nekaj dni začel poletje, mi ga bomo pa zdaj s skladbami Mlade oči. Vem, da danes bo srečen dan. 20 ljubic in mati bodiva prijatelja. In prav je, da se zdaj že pred skladbami ustavimo tudi pri solistih. Zapeli nam bodo ob krasni spremljavi Limbanda in kako že pomeni? Limband, ja, Limband. No, čisto vsemu angliškemu si pač nismo mogli odpovedati, sicer bi tole ansambl Limbar, tako je Limband. Da bo tole tudi Summer Night, ne samo poletna noč, ampak v krasnih, lepih slovenskih besedilih pa prihajajo Polona Capuder, v duetu na to Joži Završnik in Andrej Klopčič, Dominik Štefan in Milan Kunaver. Pa vsi zbrani, prav kot dobro. Zvezde na nebu ljubezni žarijo.
U oknu mam željuza do skrenoće samostat I zato kar 20 ljubice smam najkrat Vendar modi se kad misli da ne pomije Me zamknale do pamet spravlja in nizu čez Ena ljubica bi rada spremenila spol Je druga sprizala na puštarja in noče dol Tretja tok iskušala da je nikjer več ni Četvrta je v arest ljubitna malo više cim Hej, joj, mene, jej, kataja Joj, mene, jej, kataja Joj, mene, jej, kataja Joj, mene, jej, kataja Šesta kup zavdanja da nara je pokopal Sedma nora je kod noča hoče z njim žit prav Osma pravi da ne, če hoče z mana spat Deveta to teži da bi najraj zanimljiv Hej, joj, mene, jej, kataja Joj, mene, jej, kataja Joj, mene, jej, kataja Joj, mene, jej, kataja Moram da priznam deseta, se kar gnusi mi Najprej zdravje, pol kultura pravi in kakar spusti Sumi da 11 garje in noši nima Na kupasti in žolce me spominja 12. Hej, joj, mene, jej, kataja Joj, mene, jej, kataja Joj, mene, jej, kataja Joj, mene, jej, kataja S 13. kol mi sreće brod 14. se voli in smeri je stavo birada 15. postrala luna, neč nima vodi 16. pa nosi luna, hodi kdo ve kje Joj, mene, jej, kataja Joj, mene, jej, kataja Joj, mene, jej, kataja Joj, mene, jej, kataja 17. bi najraje v dom za starce dal 18. tepe me, odkar sem je spoznal Za 19. smisel življenja je prepir 20. nenihno nima, pa se rumi pir Hej, joj, mene, jej, kataja Joj, mene, jej, kataja Joj, mene, jej, kataja Joj, mene, jej, kataja Prvo želizja da skrnoče samostat In za tretjo 20 ljubica so najkrat Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni Pameten le eno kvalitetno si dobi Pameten le eno kvalitetno si dobi Znala si dati mi srcem kri, kakor znale mati. Nesla si breme mnogih žalosti, šele zdaj to vem. Prvih mojih uspehov vesela si bolj kot jaz. In z renkovami praviš, da bliža se slovesa čas. Rad bi ti rekel, da bom tu ostal, ob ognjišču tvojem.
mojstrovine pesnikov, poetov, ki so in še vedno pišejo slovenska besedila za izvrstne izvajalce, izvrstne skladatelje, torej ste bila Dušan Milkovrh in Jože Privšek, nekaj večnega, nekaj, kar ostaja iz časa zlate popevke sploh posebej. In zagotovo so tudi izvajalci, tudi inštrumentalisti veseli, da lahko preigravajo take krasne, čudovite melodije. In zdaj je prav, da jih tudi spoznamo, da zaploskamo tistim, ki ves večer spremljajo s takimi in drugačnimi vižami, glasbenimi slogi, tiste, ki prepevajo bodi si soliste, bodi si zbor enega ali drugega in spremljajo tudi vse nas. Gospe in gospodje, kitara Dominik Štefan. Bas kitara Andrej Gavrček. Diatonska harmonika in bobni, kot smo že slišali, Nika Gavrček. Klavirska harmonika Andrej Vrečak. Za klaviaturami in vodja Limbenda Tomaž Irma. Malo sem vklobil svoje detektivske sposobnosti, malo spraševal, malo poizvedoval, malo kukal, malo gledal, precej poslušal in izvedel, da je tale band, Limbend, ki je pred nami, nekaj vrste tudi, bi se reklo, spet v eni spatedralni angleščini, en Apple gang. Zdaj, če pogledate malo na okrog, vidite, tole je jabolček, tam je Apple, tam. Sem pogledal, tudi fanti so telefonirali in spraševali, ste že tukaj pošiljali SMS-e, sami Apple. Sami Apple, edino Andrej Orehkov s harmoniko ga nima na odru, Apple. Ker ga ne potrebuje, ker zna vsa besedila, ker ve, kako stvari gre. Ampak sem, Andrej, če dovoliš, pomislil na tebe, sem si rekel, ne, to pa ni fair. To pa ni fair, vse povsod, ene take razlike, pa to, prosim, poglej, pa sem Andrej poskrbel zate in ti prinesel. Aploj, pardon. Joj, ki bi bilo to vsaj oglasno sporočilo. Ne, počel ni. To Apple ni original. Tole pa je. Apple. Zdaj bomo pa, oprostite, polnih pust, ampak analogno nadaljevali. Prihajajo otroški pevski zbor in skladbe, ki nas bodo popeljale, veste kam vse. Mnoge v mladost, otroštvo, vse skupaj, iskreni želji, pustimo ta svet tak, kot je. Bratovščina sinega Gariba nas bo odpihnila na obalo, na morje, potem se bomo pa še smejali. S kom, če ne, z otroškim pevskim zborom. Dobrodošli, mojstri pevci.
A res iskren aplavz mladim pevkam pevcem, ki so dokaz, da se bo tudi na Moravškem koncu še prepevalo, še pelo. Ni težav s podmladkom, ni težav s glasbeno pevsko prihodnostjo. Vmes bodo seveda med nastopi tudi različne vaje. Naprej smo že omenili, da so imeli izvajanje precej dela, posebej spet sem slišal, da band, ker pevci se veste, tole, tik-tak, pesmi, ki so če ne narodne, bo narodile, če ne bo narodile, se zelo dobro znane in zvenijo krasno, skoraj brez kakih posebnih vaj. Si mislim, da so na posebnih vajah še vedno veliko časa vzeli tudi druge in drugačne pesmi, ampak band mora pa vaditi. In so rekli tisti, ki jih poznajo, da je Tomaž vedno na vsako vajo prišel z enim posebnim cekrčkom in s kakšnim dopolnilom za pevske vaje, da je lažje šlo, da je pač taka družba, da so po pevski vaji odigrali kakšno rundo biljarda v Tomaževem Kujavniku, da se to pride na ušesa. Včasih takole, tudi med občinstvo smo rekli, da je tole pač nenavaden koncert in bo res tak vse do sklepa. Je pa treba skrbeti za to, da človek ima podmladek. Tudi pevke in pevci, da imajo podmladek. Zato, ker se zbora tiče, tako da če gledate z koncerta, pa poznate obraze, gledate, da se sprašuje, čakaj, kje pa tista, ni tako tudi pela, čakaj, zdaj pa ni. Mine koncert, na naslednjem letnem pa spet je, a ja, ne, se je, pogledaj, se je. Ja, pride, se veste, tudi ti, nekoš, ti sicer ni program, ampak boš mamica postala in danes me da manjkate dve. Danes manjkate dve, ja, dragi soprogi, če zdaj da tole gledate, ne. A so, a ja, ne manjkate, ampak ste tukaj. A ja, na porodniški sta prav pa ne prebivate, je poseben aplavz. Torej, zdaj ti smo žive za pomlade. Vse je dobro vsem. Tistim, ki ste aktivno in ki so ostali doma. Toliko o damah. Če ste pa možak gledali, ste si pa morda rekli, posebej dame, ki gledate zdaj svoje, joj, ko bi tako ubogal doma, Tomaž zamahne, pa gre zolda. Tomaž pomaha, pa pride na vode. Ženski zbor se obrne, pa so mirni. Ja, ne more biti drugače. Polovica vzgojiteljic in učiteljic v zasedbi pač. Ja, seveda. Zakaj mislite, da je zborovodje tako mirno tukaj? Meni so rekli hitro napovej in pojdi, zato se držim tudi jaz. Samo še tole, če dovolite. Kako je solisti v naslednjih, ki nas bodo popeljali spet znova svet narodne zabavne glasbe, ki je letos na Slovenskem sploh v znamenju 70-letnice glasbe ansambla bratov Avsenik. Peli bodo Andrej Orehek, Maša Capuder, pa še eden, ne znam prebrati. V dolini tihi Kranjsko dekle Čebelar, Slovenijo odkot lepote tvoje in ena bolha za pomoč. To sem pa vedno slušal. Vrisko! Znam! Vrisko! Super! Akcija! Thank you.
svet, kot kranjsko dekle. Kraljica je zvesta, ljubiti te zna, srce ti pa z nageljnom da. Le kdor bo kraljico vzel, bo zmeraj vesel. Solzale, kot češnjev cvet, ni lepših na svet. Le kdor bo kraljico vzel, bo zmeraj vesel. Mu nikdar ne bo nič žal, je pravo izbral. In mlada, ne rada ima, na okno potrkaš, se skozenj smehlja. Le nič ne odlašaj, ti dolgčas ne bo, jo hiter vzem za ženo. Le kdor bo kraljico vzel, bo zmeraj vesel. Solzale, kot češnjev cvet, ni lepših na svet. Le kdor bo kraljico vzel, bo zmeraj vesel.
nekje na nekem koncertu niso bili tako izvrstni pevci, solisti, kot so nocoj bili doslej. Očka in sin sta gledala koncert, pa je sin vprašal očeta: oči, zakaj pevci ves čas mikajo levo, desno? Pravi očka, da jih s paradižniki težje zadališ. Drug večer, drug koncert. Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasvanjena, ki najdiš lepši je svet, ki lepše je kot doma. Se skriva v daljave zazrem, pregriča dolinova, daljavi še modro morje vzgem, ki lepše je kot doma. Slovenija, okrog lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca, in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot ne doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot ne doma. Povej še oblaček divji, pohodim živosti svet, je lepša dežela še kje, kot naša, kjer sem doma. Je vetrič veselo zapel, preletuje prek sveta, in takih lepot ni naše nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, okrog lepote tvoje, pozdravljamo srca, in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot ne doma. Vsakaj visi, se skozi zaposle poti, svetja prekaza moža, ponosno sama doma, oba pohodi po svet, še vrsto let.
zvečer pri meni sedil, bo treba služiti za dva, on pa bo ležal doma, če vzame ga za moža, on banket sam. Kam se ti tako mudi, punca voda ne gori, daj počakaj še malo. Na letih si prej, daj se svati manj grej, živeti je treba zdaj, hvala lučka, lahko noč, ena boka za pomoč in uživaj življenje. Dobro jutro, dober dan, saj ljubezen pač ni tam in uživaj sanjski san. Da ne življašo spusti, jaz sa prijatelji poslušam tanka za tem, kako da Bog mi ne da ta pravega. Kam se ti tako mudi, punca voda ne gori, daj počakaj še malo. Na ledih si prej, daj se spati manj grej, živeti je treba zdaj, hvala lučka, lahko noč, ena boka za pomoč in uživaj življenje. Dobro jutro, dober dan, saj ljubezen pač ni plan in uživaj sanjski san. Kdo ve, spoštovano drago občinstvo, kakšne nove zvezde slovenske zabavne ali narodno-zabavne scene, prizorišča bo rodil ta večer? Ja, morda niste niti vedeli, koliko solistov se skriva v komornem zboru Limbar, kako krasno prepevajo otroci, člani otroškega pevskega zbora. Ko smo ravno pri zvezdah, se je zgodilo enkrat znamenitemu velikemu, največjemu pravijo Franku Sinatri, ko je šel v restauracijo, eno tako Nobel, v Združenih državah, doma seveda v New Yorku, in ga je dobro bil že znan takrat, starejši v letih, gospod Frank Sinatra, pa ga je opazil en mlad fant, ki je bil z dekletom na večerji, pristopil je in si drznil spregovoriti. Gospod Sinatra, oprostite, moje ime je Bernie Rosenheim, pa imam samo eno majhno prošnjo, kaj bi rad fant. Tam sem z dekletom, pa če bi samo šli enkrat mimo, ko greste na stranišče, ali ko boste odhajali, pa bi se samo pri mojem mizi stavili pa rekli, žive Bernie. Ja, prav. Vsi ste Frank Sinatra, prav. Zdajmo Frank je narediti vtis in Frank je šel mimo njegove mize, so stavili, žive Bernie. In fant odgovori, Frank je pusti, veš, da nimam časa. To je bil vtis. Kdo ve, koga bomo, čez leta, ali lahko bo se pristopil do moje mize, pa pozdraviti, pusti me do meni, kaj veš, da nimam časa. So pa tudi v drugačnih neglasbenih vrstah taki, ki bi morda bili deležni neke take prošnje, ki jih poznamo, ko vstopimo v ošterijo, pa ne vemo, ali bi pristopili, ali bi kakšno rekli ali ne. Smo pa vedno veseli, kadar kaj spregovorijo na koncertih, posebej takrat, kadar so pokrovitelji koncerta. In med drugim ste gotovo danes opazili tudi, kako lepo zavr so oblečeni pevke in pevci, da je to en tak sproščen stil nastopanja, ki jim bo prav prišel, kadarkoli bodo mahnili na ne tako zelo resne odre, pa ko bodo šli Slovenijo in vaš kraj predstavljati v svet. Gospa Ljudmila Novak je pokroviteljica in iz tiste Adijeve, zakaj bi jih človek imel lahko tudi pri pokroviteljih tako 20-100. Eno kvalitetno dobiš pa je. Gospa Ljudmila, se veselo pozdravljam vas tudi sem. Spoštovani
spoštovane pevke, pevci, glasbeniki, voditelji in vsi tukaj zbrani. Ja, tudi to je potrebno. Čeprav sem napovedala, veste, kako se pišem, ampak ker dober glas gre v deveto vas, je prišel tudi do Brusla. In naši pevci so že tudi v Bruslu prepevali. Koliko dela. In zato Evropska ljudska stranka z veseljem sponzorira in podpira naše pevce. In tudi sama, kajti prav Limbar, bom rekla, me je poslal v politiko in v Bruselj. Tako da moje srce pa je še vedno pri kulturi. Čeprav si gospod Sešek nocoj ves čas prizadeva, da bo veselo, da bomo dobre volje, bom najprej spregovorila nekaj o solzah. Pravijo, da se solz ne smemo sramovati, kajti če jokaš, pravijo, da vidiš globlje in dlje. In meni so se o pesmi, kjer je bila solistka Elizabeta, orosile oči, ker sem videla globlje in dlje v preteklost. Spomnila sem se tudi jaz njenega očeta, kot je ona prepevala v pesmi, gospoda Milana Konavarja, Breznarjevega ata, ki je bil pravzaprav pobudnik, da je nastalo kulturno-izobraževalno društvo Limbar in mu je dal tudi ime. Breznarjev ata, ki je bil zelo delaven in zelo navdušen nad kulturo in lepim petjem, je s tem zaposlil vse svoje hčerke, sina, zete, snakov, vnuke in tudi nas, ostale, ki smo se z veseljem pridružili kulturno-izobraževalnemu društvu Limbar. In leta 1996, ko je društvo nastalo, nismo niti slutili, da bo nekoč to tako dobro društvo v Moravški dolini, toliko dobrih pevcev, tudi igralcev, nocoj pač imamo pevski večer, tudi drugih glasbenikov in toliko poslušalcev, ki nam navdušeno ploskajo. In tega smo zelo veseli. Nocoj smo doživeli Limbar malo drugačni izvedbi in pravim, le še pojdite na pevske vaje intenzivne, da bomo še kaj novega slišali, pa da bomo še na kakšno poroko šli, pa da bo še kaj krstov, pa da bo še več zadovoljnih poslušalcev. Hvala vam vsem za lep večer. Hvala lepa, Stanja, hvala lepa. Iskreno hvala za te besede in seveda za pomoč pri izvedbi tega našega nocojšnjega večera, ki bo šel zdaj z razlikami naprej. Kako sva si različna, potem bo sonce posijalo, malo smo bili v skrbeh, koliko bo sijalo tam ob koncu popoldneva, ker je tik predno ste prišli tule že malo deževalo in pevke, pevci, vse to seveda je treba postoriti, vse to pripravljajo sami, so že pridno pospravili vse stole, gledali, upali, in je sonce posijalo tudi v eni od skladb, ki prihajajo bo še poletna noč in dan ljubezni. Slišali pa bomo tudi v nadaljevanju izvrstne solistke in soliste. Zapeli nam bodo Patricija Štefan, Andrej Orehek, Eva Pirnat in počasi bomo prišli tudi do ciljne strmine tega večera. In Andrej Kavršek. Hvala lepa, maestra. Zdaj se vam umika. Nedeljo si te to želim, vse do si tega spim. Moj jaz pa ne, Kako sva si različna, zgubim
sladki ptiči spev, jaz ljubim od gora odmev. O, jaz pa ne, kako sva si različna, ko zvečer sva sama, ko je noč je z nama, pa želiva isto si oba. Pa zakmati ne ste dar, da smo se na kriminal. O, jaz pa ne, Kako sva si različna, ti ne ljubim in lep sem vid, in rada gledam grem balet. o, jaz pa ne, kako sva si različna. Česna pravi, da me vtis, a od baleta le striptiz. A name ne, Kako sva si različna, ko zvečer sva sama, ko je noč je z nama, pa želiva isto si oba. moški lep je in močan, za prvi hip zatreskam vanj. O, jaz pa ne, Kako sva si različna, če punčka plot je agredit, prvotnih sem prevzet. o, jaz pa ne, Kako sva si različna, ljubim jaz ne maraš ti, da tebi všeč je meni ni. je že tako. Kako sva si različna, ko zvečer sva sama, ko je noč je z nama, pa želiva isto si oba. Ko zvečer sva sama, ko je noč je z nama, pa želiva isto si oba. Ko bo rodila šmarnica in dozorila kapljica, ko po ljubezni bo dišalo, takrat bo meni zopet sonce posijalo. Takrat bo meni zopet sonce posijalo. Ko boš oblegla kiklico, me povabila v kamrico, ko sapico ti boje malo, takrat bo meni zopet sonce posijalo. Takrat bo meni zopet sonce posijalo. Sijaj mi sonce, sviti še močneje, zaniti plamen in prižgi nam iskrice nazaj v oči, da zažari. Ko bo oblekel beli gvant in ko spet bo muzikant, ko se bo pilo in plesalo, takrat bo meni zopet sonce posijalo. Takrat bo meni zopet sonce posijalo.
toplo, poletna noč, ljubezni spil še več, se čustva strasti, se mi vse ostane pet poznan in prgišče sam, spominov so za stare dni. Pridigaj po me, zame v oči, bova ljubila se vso noč. Pridigaj po nasmeh in po ljub, vsak zase zdaj, živiva srečna sva, samo na videz zdaj, kot vsi ljudje, mlada kot prej, ne bova več, sedaj, za eno noč. Pridigaj po me, zame v oči, bova ljubila se vso noč, pogled in nasmeh in poljub, vsak zase zdaj, živiva srečna sva, samo na videz zdaj, kot vsi ljudje, mlada kot prej, ne bova več, sedaj, za eno noč, poletna noč. Kakšni solisti, res aplauz za vse. Skoro na Ljuga, ki so stopili na solisti mikrofon, in Zanček in Pravi Teo. Veste, pravijo, da je nastopiti takole s mikrofonom, pred zborom, pred toliko občinstva, podobno zahtevno kot poročiti se. Zgleda preprosto, dokler ne poskusiš. Zato res iskrene čestitke vsem, ki so zbrali ta pogum in vsem, nad katerimi smo začudeni iz enega samega zbora, ki niti ni tako zelo številčen, taki glasovi, taki solisti, tako lep večer, res iskrena, hvala lepa vsem. In zdaj je prav, da damo tudi Limbarju besedo, da vam reče hvala, ker ste prišli, da ob sklepu pove kaj modrega, kdo dobi kot predsednica društva Elizaveta. Ja, tako. Danes sem zelo ponosna na vse tole dogajanje na odru in na vsa pretekla leta, ki smo jih začeli pod vodstvom naše Ljudmile Novak. Užitek je biti tukaj gor in verjamem, da tudi dol, gledati to mladino, ki raste skupaj z nami, dela, krasno je z njimi sodelovati in res sem ponosna na tale današnji večer. Tudi zato, ker je to naš prvi tovrstni večer. Krivec delno za tale naš večer je tudi naš gospod župan, ker nam je pomagal poravnati stroške intenzivnih vaj. Tako da hvala lepa občini Moravče, tam se je ta zgodba začela, ko ste že slišali.
da smo danes prvič v enotnih oblekah po 20 letih, po mojem, na začetku smo imeli uniforme, potem pa so nam malo premajhne postale in potem jih nismo imeli več. Hvala gospe Ljudmili, ki je uslišala našo prošnjo in nam omogočila, da se danes, da smo lepi in da se tudi dobro slišimo. In res hvala za vašo podporo in pomoč. Ker v Moravčah delamo telovadnico, je naš kulturni dom postal telovadnica. In moram reči, da danes mi ni nič žal, da nismo v dvorani. Hvala Bogu, da nam je vreme dobro služilo, čeprav nas je vmes malo strašilo, ampak mislim, da tale prekrasen ambient da še en dodaten čar vsem tem lepim melodijam in našemu druženju. Zato se moramo pa zahvaliti našima dvema gostiteljema in njuni družini, Petri Pirnac in Petru, ki izgledata na res vrhuna. Gostov in poslušata naše petje in igranje. Res smo hvaležni, da lahko skupaj z vama ustvarjamo takšne večere. Naš voditelj Jure je tudi prvič z nami. Danes je toliko stvari prvič. Jaz upam, da ne tudi zadnjič, da si se z nami dobro počutil in z veseljem te še vabimo v našo družbo. Pevsko in voditeljsko. Otrok smo doma večkrat gledali muzikant Štadel, najbrž se ga kdo spomni, ko je voditelj Karel Mojk izročal ene kuške, mi imamo pa mucke, seveda se smo Moravčani. Izdelek naših moravških rokodelk, tebi za spomin. Sicer še čisto končali, ampak res zelo sem vesela, da se vas je zbralo toliko navdušencev nad slovensko narodno zabavno in zabavno glasbo. In hvala našemu bendu, ki je prevzel takšno odgovorno nalogo danes in je uslišal naše želje iz intenzivnih vaj. Kar smo se zmislili, vse so zaigrali. Tako da imamo najboljši lim bend. In hvala odlični publiki. Brez vas tudi nas ne bi bilo. Hvala. Hvala. Elizabeta Pirnac. Aplavz, ki je namenjen tudi vsem vam. Vmes, vidite, si mi dala kar nekaj istočnic. Prva je tiste muce, ko taki glasbi, toliko domače muzike, toliko veselja, riskanja, ima voditelj mačka ponavadi naslednje jutro, zdaj pa še kar ta večer. Ne, po pameti, seveda vse tako in prav, krasno, ker smo slišali, kje se je reč začela, že na začetku smo rekli, po pevskih vajah, po intenzivnih, takrat, ko so potem seveda bili skupaj, bili veseli. Se meni v takem večeru zdi, Tomaž, da je treba nekje začeti s kakšno novo idejo, pa ne pa tole zaseme po kakšnih pevskih vajah, da bo padla še kaj podobnega, še kaj tako zanimivega. Vsem vam pa spoštovano občinstvo, res tudi v mojem imenu, hvala lepa za pozornost, hvala za aplavze, hvala za sodelovanje, izvrstni čudoviti ste bili od prvega aplavza do zadnjega, od prve upevalne vaje,
do tega sklepa zdajle. Med pesmimi je bilo pa tudi cela vrsta iztočnic skladb s svojimi besedili, ki sodijo kamorkoli, recimo za konec. Tomaž me je prosil, če lahko tik pred koncem, torej tam že po vseh 7-8 dodatkih, ki bomo kot poslušalci sprosili, da na koncu reče, da nikar ne odhajajte, da še malo počakajte, da vas k temu, da ostanete, vabi tudi Ana Selonik, ki je poskrbela za krajsne kanapejčke, nekaj za usta. Ja, malo smo že pozabili na to, da se ogrejemo. Prej na začetku ste bili super, dajmo iztegnimo desno roko, prosim. Še za konec, pa poskusimo. Ja, krasno. Zdaj pa vi poskusite, jaz ne morem, jaz imam polno, ampak če gre z levo roko, pa takole. Vmes pa še kakšno zdaj, gre, vse ste vajni, no, krasno. Torej, ne odhajajte prezgodaj, ostanite še počakajte, tudi pri tisti, ko je koncerta konec. No, si pa nisem različna, pa želiva, isto si oba, da še malo ostaneva, da kakšno rečeva in se pletno imava še malo naprej. Res, lepo si imejte, Limarju, hvala lepa za čudovit večer, vam prav tako za drugo polovico, brez vas bi bil ta večer popolnoma in povsem drugačen. Lahko noč in nasvidenje prihodnjič. Vse dobro vsem!